predstavljena tanga po gradovih? V bistvu je bila naša ideja umetniško spojiti obe kulturi, katerima se čutimo pripadni. To je matični Sloveniji in pa domovina, ki je sprejela naše stare starše in v kateri smo se mi rodili in se razvijamo. Za nas so gradovi ikona slovenstva in slovenske kulture in slovenske zgodovine in tudi umetništva. In na isti način je tango za nas to argentinska tradicija. Kdo po vaše lahko pleše tango, kaj mora človek nositi v sebi, da lahko res dodobra spozna tango in ga tudi prenese dalje drugim? V prvi vrsti mora ljubiti umetništvo, mora ljubiti glasbo, mora ljubiti ples. Lahko pa tango je dostopen do vseh, zato ker v bistvu je v prvih letih je bil tango popularen, to se pravi vsi so plesali tango. Zmeri, če govorimo o tangu, govorimo o improvizaciji. To ni predvidenih korakov, ampak je v trenutku se pleše po čustvih in po glasbi. Plesalci moramo po tleh risati to, kar slišimo, kar glasbeniki skušajo podati preko svojih inštrumentov ali pa pišejo na partiture. Kako je nastala ta zgodba? Moramo poseči kar v začetek letošnjega leta, ko je prišlo povabilo, ali bi lahko Maribor tudi bil pripravljen gostovati mlade argentinske plesalce iz enega razloga, da pravzaprav obujajo na eni strani svoje lastne korenine, kajti vsi so potomci slovenskih družin, naših izseljencev, po drugi strani pa v osrčju svojega veselila na nek način skozi ples ponazarjajo esenco svoje nove druge kulture. In zato nekakšno spajanje naše preteklosti, če gledamo z vidika dvorca Betnave kot kulturne dediščine, se nam je zdel projekt zanimiv in pa predvsem ena popestritev poletnega dogajanja v mestu. Kajti zagotovo je kultura tista, ki nas poživlja, ki nas bogati, po drugi strani je pa to sporočilo, da je lahko tudi kultura brez besed, samo skozi plesni jezik in na nek način lahko s tem ponazarjamo tudi našo plesno kulturo.